Hej, hej. Živo? Siri here. Let me know if I can help. Kaj je zdaj, sem vklopila. Upam, da sem živo. Zdaj malo preizkušam, testiram ta Facebook studio, ker skozi, ki bi še, ok, to ne bomo zdaj. Ok, mislim, da smo. Zdaj, tukaj bom videla komentarje, ok. Tako da dajte mi nekaj napisati, tisti, ki boste z mano v živo, pa verjetno ura še ni prava, ker je dan sončno in ste verjetno zunaj, ampak boste gledali kasneje, tako da sploh ni problema. Samo da zdaj vidim, če jaz se ne bom pogovarjala sama s sabo, ok, sem živo, tako da, ok, jaz to vidim na telefonu. Tako da, evo, pozdravček vsem, evo, po dolgem času sem rekla, se odločim, mislim, da se vam spet javim v tej skupinici. Se pravi, Marketinška akademija za podjetnike. Dobrodošli tudi vsi novi. Skupina namenjena updateom, novostim, vse, kar se dogaja na družbenih omrežjih, splošno v digitalnem marketingu, se pravi, ogromno enega znanja najdete že v tej skupini in pod videi in če greste skozi vse objave, tako da resnično ogromno enega znanja. Se pravi, jaz vedno, ko kaj novega objavim, ste med prvimi, ki izveste, kaj je novega. Tako da splača spremljati, pa seveda na drugi strani tudi kaj implementirati. Dajte mi povedati, če me slišite, vidite, dajte samo, ne vem, všeček, like, karkoli, ker vidim, nekih 5 vas je zdaj z mano v živo. Da vam zelo hvaležna. Bomo pa danes vam bom malo povedala dejansko, kaj nas novega čaka na Facebooku. Ogromno mi pišete z izzivi takšnimi in drugačnimi. Malo tudi samo Instagrama in še tudi LinkedIna, se pravi, kaj so novosti, pa par vprašanj, ki ste mi jih poslali, da vam odgovorim. Bomo kakšne pol urce, ne bomo predolgi. Tako da, evo, da vam povem. Zdaj na Facebooku, marsikdo je verjetno tudi opazil, da zdaj vsi še te možnosti nimate, New Page Experience. Namreč Facebook počasi ukinja všečke Facebook poslovnih strani in bodo samo sledilci. Zato zdaj večkrat vidite, da imate in določeno število ljudi vam je všečkalo, mogoče ponavadi večjo število, pa vidite, so tudi vaši sledilci. Kaj zdaj želi Facebook? Se pravi, da na koncu boste imeli samo sledilce, všečkov več ne bo vidno. Ampak to je tudi super, namreč marsikdo vam lahko všečka stran, da pa unfollow, se pravi, torej je vaš všeček, se pravi, vaš sledilec, ampak ne vidi objav, ker pač z nekih razlogov ne upa se odjaviti, da ne bojo, kaki prijatelji mogoče, njih pa ne zanima vaša tema in tako pol ne vidijo objav, ampak to pa zdaj s tem New Page Experience v bistvu se ukinjali všečki, ampak zdaj verjetno nekateri ste že spremenili, namreč na Facebook poslovnih straneh ste dobili, vedno dobite neko obvestilo, če želite to spremeniti, zdaj nekateri ste že, nekateri ja, jaz sem samo na eni poslovni strani in sem šla spremeniti, malo stestirala stvari in še ne delajo stvari. Ogromno bugov, zdaj sem ravno en webinar tudi od tujih strokovnjakov poslušala in tudi isti izzivi. Stvari še ne delajo tako, kot bi morale, tako da jaz vem, da zdaj nekateri ste že spremenili, ker namreč, če ste vi spremenili, pa ste začeli objavljati, se pravi, da redno objavljate, če bi pol čez časi premislili, pa bi radi spremenili nazaj, ne bo vam objave preneslo nazaj. Prenese vam na to novo, se pravi, stran vse stare objave iz stare strani, če pa boste pol en čas objavljali na tem New Page Experience in bi pol si premislili pa šli nazaj, vam objav ne prenese. Tako da to bodite pozorni, mogoče poskusite, ampak zdaj za enega še vam svetujem, da daste nazaj na staro stran, ker stvari še ne delajo tako, kot morajo. Nastavitve, zelo bo podobna stran osebnemu Facebook profilu in potem tudi nastavitve, v bistvu, ko boste, zdaj imate pač nastavitve in imate ogromno enih možnosti na Facebook poslovnih straneh, potem bo pa to na Business Suite-u. Se pravi, Business Suite, vemo, ki je zdaj, ko kreirate Business Manager, pridete v Business Facebook Suite, to je v bistvu nadzorna plošča, kjer pa dostopate do vsega, kar se tiče pač
Facebooka, se pravi do Creator Studia, do sporočil, do kreiranja objav, do upravitelja, se pravi za oglaševanje, tako da bo vse šlo iz tam, ampak še stvari, ko sem bila gor, ne delajo. Tako da vam svetujem, da če je le možno, če že niste prepozno, da ne zamenjujete. Isto je bilo, ko so vem, za lansko leto smo dobili novi dizajn. Sigurno pol leta tisti, ki smo prvi dobili, še pol leta ni delalo nič tako, bi moglo, ne. In potem lahko živce zgubiš, ker ne dela, ne vidite, šteka, in zato vam svetujem, da pustite še na starem, dokler ne naredijo tako, je treba, in da vse deluje. Se pravi, to, kar se tiče tega Facebook New Page Experience, dajte pa tudi, ker tisti, vemo, ne, vi lahko nastavljate različne vloge Facebook strani. Tam, če nimate, dajte vsaj še en admin, morate pa biti admin, tisti, ki boste samo, če imate kakšne urednike na strani, tega ne prenese na to novo New Page Experience. Se pravi, malo še, se pravi, stvari ne delajo tako, morajo, se pravi, uredniki ne bojo prenešeni, bojo pa admini. Se pravi, tukaj pa še vas enkrat opozarjam, imejte vsaj še eno rezervo, se pravi, še neko osebo, ki zaupate, naj bo admin strani. Z tega razloga. In še drugi razlog, če slučajno vam zablokirajo račun Facebook, tako so ga meni decembra, in če ne bi imela backupa, ne bi mogla dostopati do ničesa, se pravi, ne do svojih poslovnih strani, ne do te skupine, tako da dajte, prvo, vklopite tudi pod nastavitvami Facebook osebnega profila dvojno zaščito, ne, da vam ne morejo niti vdreti noter, in tudi bolje zaščiten račun. In dajte še na Facebook poslovne strani enega admina, se pravi, ne vem, moža, brata, prijateljico, ki vam zaupa, da če slučajno se to zgodi, da ne izgubite vsega, in isto velja tudi v Facebook skupinah, tako da to je eno opozorilo. Se pravi, to, kar se tiče tega New Page Experience, potem pa Business Suite, ne, se pravi, to je zdaj neko novo orodje, v bistvu, kjer je neka platforma, kjer boste urejali vse, tudi za New Page Experience, kjer bojo vse nastavitve. In zdaj, da do tega pridete, v bistvu tisti, ki ste že prej oglaševali, ste vedeli, morate kreirati business menedžera, se pravi, greste enostavno na Google, pišete business Facebook ali Facebook.business, meni se zdi zdaj, no, in se vam kreira avtomatsko pridete do tega Business Suita, ne, in tako lahko zdaj po novem v tem suitu, poleg tega, da pridete do upravitelja za oglaševanje, vidite statistiko, lahko odgovarjate na maile, imate možnost načrtovati story vsebine, se pravi, in za Facebook in za Instagram. Vemo, da do zdaj preko Creator Studia, se pravi studija za ustvarjalce, kjer lahko načrtujete objave tudi do pol leta naprej, ni bilo možno pač nastaviti, načrtovati naprej tudi storije. Zdaj lahko preko samo tega Business Suita, se pravi, da načrtujete, se pravi, da nimate časa čez teden, pa lahko čez teden nastavite par storijev. Čeprav jaz sem pristaš, ne, story vsebine čim več objavljati, ampak to so ravno te spontani videi, se pravi, tisti, ki ne veste, kaj so storiji, to so tisti kvadratki na Instagramu, krogci, ki po 24 urah izginejo. In v bistvu storijo je, da pokažete vi ozadje, trenutno inspiracijo, kaj se vam dogaja čez dan, ne, in to zdaj malo tako, vi ne morate vedeti, kaj boste v petek delali, ne. Lahko mogoče daste kako promocijo izdelka, na primer, nastavite, ali pa neke take splošne stvari, promocijo izdelkov, bolj v tem stilu, ampak tisto, kar se pa vam tekom dneva dogaja, pa je težko načrtovati, in bolj boste uspešni, če boste skozi storije spontano kaj objavili, kaj v tistem tekočem dnevu se vam dogaja, ljudje imajo zelo radi, kaj se dogaja izza, se pravi, v podjetju, kako kaj nastaja, kako kaj izdelek nastaja, ogromno lahko uporabljate čim več uporabljate te interaktivne sličice, nalepkice, kjer lahko date kako pogosto vprašanje, da zberejo 2 opciji, imate možnost tudi kviza, mislim, da je kviz samo na Instagramu, tako da čim več to uporabljati. In je pa vseeno, se pravi, če boste šli na dopust, pa vseeno bi radi, da se nekaj objavi, lahko zdaj načrtujete preko tega Business Suita.
Potem tudi Creator Studio smo rekli, ne, to je pač orodje, s katerim lahko zdaj načrtujete objave za Instagram in Facebook in zdaj do njega dostopate preko nastavitev preko Facebook poslovne strani in zdaj celo preko Facebook osebnega profila, zgoraj imate kvadratke in tam kliknete in tam lahko pridete do Creator Studia. To je za ena novost, ki mislim, da video sem v tej skupini objavila predvčerajšnjem, tako da si pogledajte. Ogromno enih videov in postopkov imate že v tej skupini, idite pod video vsebine oziroma bom zdaj tudi z vodniki. Zgoraj, če boste videli, čisto menijo tudi vodniki in tam imate prav po Facebook, Instagram, po poglavjih tudi videe in še vam moram malo vam še urediti te zadeve, tako da tudi to lahko vidite, kako zdaj, lahko zdaj iz osebnega Facebook profila dostopate do različnih orodij, tako da je lažje. Vsaki teden je nekaj novega, no, in res, že tako težko slediti, tako da, tako ko jaz vidim, že spet je nekaj spremenjeno, vam takoj tudi v tej skupini, evo, ste med prvimi, ki to zveste. Se pravi, tako Creator Studio se tudi posodablja. Zaenkrat se boste videli, da se boste dobili obvestilo, da bo nekaj novega, tako da tudi pričakujemo zdaj kmalu, da bo mogoče kak izgled drugačen ali bo še več možnosti, ki nam bojo olajšale delo, tako da že komaj čakam. Upam, da ne bojo slabši, ne, ker se mi zdi zadnje čase bolj vse slabo, da bo bolj onemogočajo nam delo, kot pa bolj omogočajo, tako da upam, da prinese kaj posodobitev dobrega. In vidim, da se tudi pritožujejo podjetniki, če naložite video na Facebook poslovni strani, ne gre s sličico, se pravi to naslovno sličico, ki je zelo pomembna, ki prva pritegne pozornost uporabnika, da jo naredite po meri. Jo dajte preko Creator Studia gre, ne gre pa je urediti, ko direktno nalagate video na Facebook poslovni strani. Mislim, da vse želijo zdaj Facebook, da se vse dela na tem Business Suiteu pa na tem Creator Studio. Tako da, če imate težavo, kako spremeniti to naslovno sličico videa, v Creator Studio gre. Potem, kaj se tiče izzive, na Facebook tudi Zoom, če delite Zoom v skupine, se pravi, da streamate, ravno zadnjič, ne vem, s katero sva že bile, da nisva mogle s Tanjo, mislim, da spet ne Murgičevo, če Tanja, če gledala, nisva mogle preko Zooma se javiti živo v skupino njeno in takrat nismo vedele, zdaj pa vemo, je treba nastavitve. Se pravi, tisti, ki uporabljate Zoom pa Facebook, idite na desni, na levi strani v skupini na nastavitve in imate čisto zadnja rubrika aplikacije in tam morate dodati Zoom aplikacijo, da vam bo to delalo. Tako da to je še ena tudi novost, da zakaj vam mogoče Zoom ne dela. Potem, kaj pa pripravlja Facebook novega, zdaj mogoče nekateri ste že kaj je že zdaj, da nam rekla narobe, samo malo. Clubhouse, ne, vemo, da Clubhouse je bolj za audio, kjer lahko pridete samo po naročilo noter, ne, to zdaj je zelo znano v Silicijevi dolini, ampak Facebook taki kot je, ne, in to se je zelo tam prijelo. Zdaj bi že kopiral spet nekaj novega uvedel, ne, zdaj mi imamo video roome, ne, vemo, jih poznamo na Facebooku, zdaj bi pa naj naredili še audio room, se pravi audio sobice, kjer bi lahko samo skozi audio vsebino se družili, ne vem, kdo kaj predava, bili kaki intervjuji, kjer se lahko vključiš v debate z uspešnimi podjetniki in to dejansko zdaj kreirajo. Zdaj, kdaj bo to gledalo luč sveta, bomo še videli, ampak mislim, da kmalu. Potem definitivno iz prve roke vemo, lansko leto v času korone, to je bilo katastrofa, kaj se tiče customer service Facebooka, ne, se pravi, support ni delal, grozno bilo, fora pa je bila, da izzivi pa so bili konstantno, od zapiranja oglaševalskih računov, od zapiranja business menedžerov, meni so profil zaprli, ogromno niso imeli dostop do svojih poslovnih strani. In mislim, jaz sem 3-4 izzive imela in za stranke vsakič, ko smo kreirali kaki novi račun, spet zablokiran, v glavnem non-stop sem bila na vezi in je zelo, tako so bili zelo neažurni ali pa je trajalo, ravno zaradi covida, ker niso imeli v pisarnah dosti ljudi in večinoma so delali roboti in potem vsaka mala napakica je to se zablokiralo in je bila štala.
So pa zdaj obljubili, Mark osebno, da bojo delali na tem, se pravi, da bo customer service dosti bolj delal. Tako da to je tudi en plan v letu 2021, pa potem 2022, da bomo imeli urejeno. In res, jaz sem zadnjič pisala, mislim, da za eno stranko, na support, in res, istem dnevu so odgovorili in pol še mi nazaj dali anketo, kako sem bila zadovoljna, ne, to me za en čas ni bilo. Vem, da pred leti je tudi to delalo fantastično, lansko leto je bilo katastrofa, zdaj pa posodabljajo te zadeve in delajo, da res čim več odgovorov dobite že v samem, ne, na spletni strani njihovih, drugače pa da bojo tudi ažurni in res so zdaj zelo hitro odgovorili, tako da upam, da tako ostane, ker uvajajo toliko sprememb, je tudi toliko več izzivov, ker nikoli, vedno, ko se delajo neke nove tehnične stvari, nikoli v začetku, v štartu ne dela tako, bi moglo. In potem seveda podjetniki, ogromno jih živi od Facebooka, jim je to en zelo pomemben kanal in potem, če ne dela, ne, 3 dni, včasih si čakal na odgovor, v 3 dneh vi že lahko ogromno denarja izgubite, ne, tako da obljubili so, da bojo se tu potrudili in da bojo bolj pridni, no. Potem pa še seveda, ne, znani iOS, se pravi Applovi mi uporabniki, zdaj tisti, vidim, da mojih, glede na Analytics Google, da večinoma imate Androide, tako da to je super, ampak vemo, ne, zdaj novi tisti, ki imate Apple, vas pri novih posodobitvah vpraša, če lahko uporabljamo vaše podatke za oglaševanje ali ne, ne, in zdaj se vemo, kot uporabnik je to dobro, se pravi, da ne boste videli toliko reklam, pa ne moramo jih trackati, na drugi strani za nas marketingerje, nas podjetnike, ne samo marketingerje, pa to ne bo tako dobro, tako da so zdaj Facebook se še bori, da, ker je vpliva, oglasi, zdaj, kaj se tiče tisti, ko oglašujete, pa veste, konverzije, pač zdaj bolj tako klavrno vse, jaz zdaj testiram zadnji teden in ne vem, no, ni najboljši rezultat, ampak zdaj po novem, tisti, ki ste že oglaševali, se pravi, je potrebno verificirati domeno pod nastavitvami podjetja v Business Managerju, se pravi, greste pod nastavitve podjetja, brand safety, domain, dodate domeno in potem morate, ne vem, ali vam to programer vaš, ki vam ureja spletno stran, ali zdaj sami delate, zdaj čisto odvisno od sistema, na katerem imate spletno stran oziroma trgovino, da date se pravi tag, kodo oziroma HTML file, da prenesete, pa on to pol uredi, ali pa tam, ko imate domeno, gostuje, se pač mora verificirati domena, se pravi, da lastništvo potrdite, da ste vi resnično lastnik domene, preko katere oglašujete, se pravi spletne strani in trgovine, to je za tiste, ki imate spletne strani in trgovine, zelo so zdaj zaščitili vse skupaj. Potrebno pa še je tudi dvojno zaščititi tudi Business Manager, fajn je, da imate in osebni Facebook profil pod nastavitvami in tudi business, se pravi dvojno zaščito vklopite, da je dodatno zaščiteno, ker vas tudi ne bo nujno je to, se pravi, to tudi pogoj. Potem pa seveda tisti, ki tudi, ker oglašujete, vemo, konverzija, na eno domeno lahko imate 8 maksimalno zdaj dogodkov, eventov, se pravi nakup, ali nekdo bo pogledal vsebino, ali ne vem, se pravi tisti, ki oglašujete, tako veste, o čem govorite, tisti, ki pa ne veste, pa je čas, da se naučite, se pravi, na kako delavnico pridite, ali pa kaki spletni tečaj kupite, da boste vedeli, in pač je omejeno malo, ker včasih smo imeli te lahko konverzijske evente, pač tudi po meri in tega jaz jih imam kar naštepanih, zdaj sem pa mogla 8 samo zbrati na eno domeno, tako da je zdaj pač omejeno to. Se pravi, to so zdaj novosti, kaj se tiče oglaševanja. Jaz sem vam to vse povedala, kaj se tiče Instagrama. Za Instagram isto, ne, dosegi padajo, vidim, da se tudi influencerji in ti, ki imajo tudi velike račune, se ogromno vidi, da zelo zmanjšan doseg objav, ampak jaz pravim, isto bo kot na Facebooku, se pravi, dobre vsebine, kvalitetne vsebine, ki so zanimive, inspirativne, uporabne, zabavne, bodo pile vodo, ne, je pa res, če nimate zdaj že ogromno sledilcev, da bo treba dobre vsebine podkrepiti tudi z oglaševanjem, se pravi, vedno bolj v ospredje, boljše oglaševati dobre vsebine, kot pa delati direktne tudi oglase, se pravi, malo se je tu zdaj strategija menjala,
Noben ne pride na Facebook pa Instagram, wow, jaz pa grem zdaj nekaj kupiti, ne, pač pridemo se kaj zabavati, da vidimo, kaj je novega, kaj se dogaja, tako da to vedno dela ogromno podjetnikov še napako, da ne, naredimo spletno stran, zdaj pa gremo zbombardirati z izdelkami na Facebook ali pa Instagram, ne. Big mistake. Družbena omrežja so za druženje, za grajenje skupnosti, da tam si delate krog svojih sledilcev, prijateljev, potencialnih strank, ki bojo posledično kupile, ampak morate prvo nekaj dati. Se pravi, znanje, jih naučiti, jih zabavati, se pravi, kot enem zmenku, jaz pravim, ne morete kar priti pa direktno pa kar navaliti, ne, je treba malo prvo energije vključiti, se pravi, kakšne e-priročnike, na primer, podariti, da vas poznajo, kakšne webinarje delati, tako kot imamo zdaj mi, se pravi, da vas ljudje najprej spoznajo in s tem posledično pa bojo kaj kupili od vas, če boste jim všeč ali pa jim ne boste všeč, ne, se pravi, tisti, ki jim ne boste všeč, bojo šli, kar je v redu, se pravi, vi rabite prave stranke, ne rabite takih, ki vas nimajo radi, čeprav pa se večkrat dogaja, da nekdo te mrzi pa te gleda, to jaz ne bom nikoli razumela, če meni nekdo ni všeč, pač se umaknem, pač ga ne spremljam, ne, imaš pa dosti padalcev, ki jim greš na živce, ampak te konstantno gledajo, ne, tako da, ne vem, to kaki fetiš ali kaj, ne razumem, ne, ampak ne boste vsem všeč, to vam tudi želim povedati, da ne bo, ne, ko sploh tisti, ki mogoče razmišljate o podjetništvu ali pa ste na začetku, pa se obremenjujete, zdaj onemu nisem bil všeč, ali pa zdaj bi jaz rad vse stranke pa vsem bil všeč, ne boste vsem všeč, ne, ker je to nemogoče, kako bi bilo, če bi se vsi bili všeč, ne, to bi bilo rastor, tako da si že to v glavi porihtajte, rabite kvalitetne stranke, tudi ne delati na sledilcih, ne vem, 10 000 pa pol takih kot takih ne zanimate, rajši delate na kvalitetni bazi, da tiste stranke, ki vas spremljajo, so prave, se pravi, vedno bolj prihaja bolj avtentičnost, prave, se pravi, da se poveže prava energija, dobre vsebine in to je tisto, kar pije vodo na družbenih omrežjih, se pravi, ne z direktno prodajo in predvsem bolj kvalitetne vsebine, kvalitetni sledilci. In to je tisto, kar prinaša ne čez noč, ampak na dolgi rok tudi rezultate. Na Instagramu, se pravi, zdaj kaj se uvaja, v Sloveniji še ni, vemo, lansko leto so prišli Reelsi, to je video, ki je tisti, ki poznate TikTok, pač super taki enostavni video, ki ga še v Sloveniji zdaj jih nimamo, tako da žal tega nimamo. Zdaj so dodali tudi, da na storyjih boš lahko dal captione, se pravi, da boš lahko dal dol slikico, mislim, nalepkico, caption sticker, se pravi, da tisto, kaj govoriš, bojo se podnapisi naredili, ne, ampak to še v Sloveniji tudi nimamo, ampak to se že v tujini že nekateri imajo. Potem boš lahko si določil, vemo, da pred leti so mislim, da 2 leti nazaj so rekli, da zaradi pač, vemo, ljudje so v depresiji, če ne dobijo dovolj všečkov, ne, kar je grozno, to je predvsem pri mladih, tako da so rekli, da bojo ukinili všečke, se pravi, da ti ne boš videl števila, ampak boš pač videl, če boš kliknil ljudi, kdo ti je všečkal, ne boš pa videl števila. Tako da, ampak zdaj letos so dali ven, da to ne bo po defaultu nastavljeno, ampak si lahko izbiral. Se pravi, ali želiš, da so vidni všečki pod tvojo fotografijo ali pa, da niso vidni, ne, in to si boš pa lahko sam izbral, ne bojo vsem avtomatsko spremenili, ker jaz pač urejam tudi podjetjem, na katerih so že, se pravi, ne vidijo, jaz pa še vedno imam številke in večinoma še vedno so vidni všečki pod sliko, ampak na katerih ne, ampak se pravi, zdaj boste lahko izbirali, ne bo to nujno. Tako da to še. In IGT monetizacija, se pravi, lahko bomo služili od IGTV-ja, vemo, to je na Instagramu, tisti, ki ste, to so videi daljši od 10 minut, mislim od 1 minute, pardon, ki so lahko dolgi tudi 1 ure, če jih naložite preko Creator Studia, drugače preko telefona do 15 minut in vmes bojo se tudi prikazovali oglasi in od tega boste tudi lahko služili, ne, ampak seveda so določeni pogoji, morate imeti določeno število ogledov, določeno, točno še ne vem, bom vam mogoče kdaj napisala, ker to malo še spreminjajo in zdaj, prvo je bilo možno samo v Ameriki, zdaj pa mislim, da že UK pa Avstralija, se pravi, da tam bo že možno,
se pravi, da tudi lahko služi isto kot na YouTubeu, ne. IGTV želi biti konkurenca YouTubeu. Vemo, tam, če imate določeno število naročnikov in ogledov, ste pol lahko tudi plačani. In zdaj isto bi to naj naredili za IGTV. Ker pač vemo, ne, ogromno teh YouTube ustvarjalcev vsebin je tudi na Instagramu, kjer se dodatno promovira in jih pošilja na YouTube. In zdaj pač Instagram ne želi, da ljudje hodijo na YouTube, ampak želi, da ostanejo znotraj in so pač naredili to opcijo, ki pa bomo videli, kdaj bo tudi v Sloveniji na voljo, ampak se pravi, to je bolj res namenjeno potem influencerjev, ki že imajo ogromno bazo, ki res snimajo video tako, kot treba. Potem pa smo pri LinkedInu. Naslednji teden začnemo z LinkedIn spletno delavnico. Ne? Družbeno mrežje, ki se ga vsi še bojijo, ali pa se ga izogibajo, ampak veste, da tam je zdaj z objavo tudi največ dosežete. Jaz zdaj testiram zadnja 2 meseca, pač res se potrudim, da dam neko res konkretno objavo, ne. In ja, največ dosežete. Res, da tam ni treba niti toliko objavljati, ampak dosežete lahko največ ljudi. Tako da dajte izkoristiti še en kanal, ki vam je na voljo. Zdaj res mogoče ni mogoče za kakšne frizerke, kozmetičarke, mogoče ni ravno branža, ki bi tam bila popularna, ampak vsi ste pa podjetniki. Lahko pa se kot podjetnik predstavite z svojimi zgodbami, z svojimi izzivi. Tako da vsi lahko gradite osebne blagovne znamke, tudi za tiste, ki mogoče iščete nove službe, nove potenciale. Še boljše, da vas druga podjetja najdejo, se pravi, in vam ponudijo boljšo službo. In tudi študenti, se pravi, kjer lahko že delate na promociji že med študijom in vas tako headhunterji, se pravi, tudi tisti, ki so kadrovske agencije, tudi na tak način najdejo. Tudi mene so, ne vem, še pred leti kontaktirale same agencije, ker sem bila tudi aktivna in se splača izkoristiti. Kanal je še zastonj, ne. In še en kanal, ki vam lahko služi kot landing page, kot pristajalna stran za vašo osebno blagovno znamko. Imate pa prav tako istočasno tudi lahko stran podjetja, se pravi LinkedIn pages. Čisto novost, ki pa še zdaj v Sloveniji ni, lahko boste imeli tudi produktno stran, kjer boste lahko predstavili svoje izdelke. To zdaj v Ameriki je že, zdaj ne vem, v Sloveniji mislim, da še nimamo na voljo, ampak kjer boš lahko imel opis izdelka, video, stranke bojo lahko ti dali mnenja, se pravi, še ena možnost. LinkedIn, odkar je v lasti Microsofta, ogromno nadgrajuje in ni več tista dolgčasna. Mislim, da še pol vas ima mnenje, tam se nič kaj ne dogaja, tam ne, zadnja leta se zelo razvija in imamo in videe v živo, imamo in storije, imamo isto, skoraj podobno ko Facebook je že, se pravi, ker vse kopirajo isto. LinkedIn pa vse kopira od Instagrama pa Facebooka, tako da se ogromno dogaja in trenutno še ni take gužve. In tam so res ljudje, ki so uspešni, dosti boljša pozitivna energija, potem, se pravi, večji dosegi, res pridete lahko do strank, če imate kakšne visokocenovne produkte, sploh če delate v business to business branži, se pravi, da so vam končni ciljni uporabniki podjetja, obvezno morate biti tam. Se pravi, družili se bomo 2 dni, po uro pa pol do 2 uri, tako da pa še posnetke pol prejmete vse in res lahko izkoristite kanal, ker je ena super stvar in zelo visoko je tudi rangira na Googlu. Se pravi, če že drugo si ga uredite, pa spremljate, se učite, ste že zmagali, resno, ker je zelo stvar in jaz sem zelo vesela, ker se res zelo se razvija. Tako da kaj je še zdaj na LinkedInu možno? Imate tudi, smo rekli, storije in na poslovnih LinkedIn straneh imate tudi možnost v storijih dodati link. Vemo, tisti swipe up, ki ga na Instagramu morate imeti 10.000 sledilcev, tu je neomejeno, se pravi, lahko na poslovnih straneh daste link do, ne vem, vaše spletne strani, do vašega, ne vem, storitev, karkoli prodajate. Isto lahko tudi na osebnem profilu, ampak morate imeti 5.000 kontaktov, plus še da vas lahko spremljajo, se pravi, tisti, ki veste, najprej imate, da vas morate klikniti connect, da se pač kot prijatelji na Facebooku povežete. Lahko imate follow gumb, kjer vas lahko spremljajo, vam sledijo,
ampak meni že trenutno ne dela na osebnem profilu, na poslovnem dela brezhibno, na osebnem pa še kljub temu, da sem si vse to nastavila, ne dela. Se pravi, to bomo vse pogledali na delavnici, tako da, ne. Se pravi, to je novo, se pravi product page, linki v storijih, potem kot profilna fotkica boš lahko imel video celo, če greš v živo, tisti, ki dobijo dovoljenje, ker tam na LinkedInu je, da ne morejo vsi biti v živo, ampak moraš pač dodatno zaprositi, bo video celo viden kot naslovna slika, ko boste v živo. V glavnem, ogromno se dogaja, ne, na teh družbenih omrežjih, prav tekmujejo zdaj v času korone, ker vedno več ljudi je na spletu. Zdaj, bomo počasi šli, upam vsaj v neke normalne tire, ampak Facebook pa LinkedIn pa Instagram pa splet bo ostal. Marsikdo je zdaj videl prednost digitala, tako da bo še zdaj nadaljeval tukaj, ne, tako da dajte si urediti digitalno prisotnost. Bolj bo gužva, še toliko težje bo, ne, če pa že prej boste gradili neko skupnost, boste lažje potem funkcionirali. Ne čakati ne vem koga, dajte zdaj, ker se tako hitro vse spreminja, in če ne boste korak s časom, kar se tiče digitalne pismenosti, čez 2 leti lahko imate ful težave. Vem, da smo tisti, ki ste starejši, ki niste s tem živeli, mogoče zna biti problem, ampak jaz resnično, ko vam skušam na enostaven kmečki način razložiti stvari, da boste razumeli. In do zdaj mislim, da zelo uspešno, tisti, ki ste bili na delavnicah, ne, koliko dobivam feedbacke, ja, ker se tako dolgo trudim, da resnično, dokler ne dojamete, dokler res, da obvladate neke vse osnove, saj ne rabite biti za vi digitalni strokovnjak, jaz se s tem ukvarjam 12 let že, sem v digitalu, se pravi delala velike spletne projekte z najboljšimi strokovnjaki Slovenije, pa še verjemite, še ogromno enega znanja nimam, zato ker je digital danes zelo široko področje in ne moreš biti strokovnjak za vse. Ne, tako da, dajte vlagati, res, ker to vam bo v prihodnosti pomagalo. Pol pa so bila neka vprašanja še, včeraj ste postavili, in sicer kar se tiče email marketinga, predvsem tega GDPR-ja, kako pač še vedno ni čisto dorečeno, ne, vemo, tako 2018 je pač bila novi ta zakon maja prišel, ne, da smo mogli vsi, ki smo imeli že mailing liste, dobiti nova dovoljenja, da lahko pošiljamo, email novičke. Dajte si na spletnih straneh vse, kar rabite pri obrazcu, ne, tam, če imate prijavo na e-novičke ali pa imate e-priročnik, da ljudje morajo obkljukati, da dovolijo, da jim lahko pošiljate maile. Tisti, ki imate, ne vem, spletne trgovine, preden grejo k nakupu, da tudi tam dodate, kljukico, da naredijo, da lahko pošiljate. Ampak ne, da samo prijava na e-novičke, dajte napisati, ne vem, kaj boste pošiljali, ne vem, mogoče enkrat tedensko, kake kupončke z uporabnimi vsebinami in kakšnimi vsebinami, se pravi, dajte malo nakazati. Ampak vedno v e-novičke pošiljate neke uporabne tudi vsebine, ki jih zavijete, seveda vkomponirate nekje prodajo. Ne samo bombardirati z reklamami, ne, ker tako smo že, vemo, imamo založene te polne inboxe, ne, in dajte res neko uporabno vsebino, uporabne nasvete, zabavne, bo bolj uporabno. Se pravi to. Kako pisati vsebine, to sem pa še nekaj vprašanj vzela za moje ankete. O marketinških vsebinah bom vam kaj v prihodnosti tudi bom dala v to skupino, ampak na moji spletni strani vam bom link pripela tu spodaj. Imate en e-priročnik marketingmalihpodjetij.com/brezplačno 20, kako pisati email naslove, ali pa lahko te iste naslove uporabite za, tudi za e-novičke, se pravi zadeva, ki je pri email marketingu, vemo, ključna. Če ni zanimiva zadeva, ljudje ne bojo kliknili, ne bojo brali maila. In tu je pač faza testiranja, ampak so neke splošna pravila, na kar pač psihološko tudi rečemo, ko vržemo trnek, da se riba gor prime, ne, se pravi, so taki naslovi, ki pritegnejo. En primer so definitivno, vemo, mediji, ne, ampak dobro, mediji dajo naslov, pol pa prebereš pa čisto nekaj drugega, to vam ne priporočam, da na tak način delate, ampak dajte, pa si bom vam dala link, pa se lahko prenesete, da ne bom posebej o tem. Potem je to bilo tudi vprašanje, če greste v tujino, se pravi, ali ne zdaj, če, ne vem, imate Facebook v slovenščini, pa Facebook, stran, ne vem, še v tujini, vedno je fajn posamezne Facebook strani ali Instagrame prilagajati trgu, se pravi, če greste v Nemčijo,
dajte posebej to, ne na en profil se kvačka. Je več dela, se pravi, urejati še slovenski pa nemški profil, ampak tako boste le uspešni, se pravi, morate se še boljše, da nekdo vodi, ki je lokalno, ki zelo nemško zna, tudi native speaker, ne, ker da se res bolj približa ljudem, tako da, ja, če greste tuje trge, pač rabite tudi malo večje budžete, tako da tudi to vračunajte, če mogoče študirate, se širiti. Ni danes problem, se lahko delate tudi Slovenije, ampak fajn je pa, da imate ločene jezike, kaj se tiče tujine. Potem pa kakšne izzive ponavadi imate? Čas, ne, nimam časa za te, objavljanja, ampak ja, to vam mora priti navado. Pač družbena mreža so zelo pomemben kanal nekega prodajnega procesa danes, samo mogoče pri nekaterih storitvah ali pa produktih več, pri nekaterih manj, ampak so zelo super, podpora za prodajo na spletu, ki jo definitivno morate imeti. Tako da vse je stvar organizacije, ne vem, enkrat na teden se sedite, naredite objave za naprej, vmes pa še spremljate, kaj spontano objavite in, pač enostavno to mora biti del urnika. Se pravi, ne, en dan temu namenite, ne vem, ne, pol pa si porazdelite. Vse je stvar v organizaciji in koliko si res želite, ampak na družbenih omrežjih je zelo pomembno, da ste konstantni. Ker če en mesec ne boste objavljali, pol pa imate en dan inspiracijo pa 3 objave, s tem niste naredili čisto nič, ne. Dajte redno objavljati, samo to vam bo prineslo rezultate, ki niso danes čez noč, ker je pač gužva in tudi algoritmi drugače delajo, ampak kvalitetno, mogoče tudi kvalitetno objavo, pa jo pol spodbudite z oglaševanjem, ne. Če daste oglaševanje, potem ne rabite nič, ne, se pravi, nastavite in vam oglas sam teče. Ne, drugače pa če ne oglašujete, da nimate finančnih sredstev, pa pač je treba malo več objavljati, ne, ampak jaz sem začela z 20 evri na mesec oglaševanja, pa nisem šla na kavo, pa sem rajši v biznis, ne, vložila, pa verjemite, se vam bolj splača, tako da se da vse, če se hoče, tako da ni izgovorov. Pa drugi izziv, ki ga imate, se izpostaviti, tako se jaz zdaj evo izpostavljam vam, z vami komuniciram v živo, ali preko videa ali preko storiev, da tudi meni je bil problem nekaj povedati v kamero pa v telefon. Začela sem s storiji, ne, ker tisto po enem dnevu izgine, se nisem sekirala, potem se postopoma evo se tako začela v živo javljati, posneti kak video, sem tudi mogla iti iz cone udobja, ampak to je danes ključno. Vas videti, sploh tisti, ki imate storitve, tako da zelo, zelo pomembno je danes, poglejte, ne, ali zdaj nekdo, imate na primer izdelek, ga pokažete, pa se zraven nasmejite, ali pa, ne, jaz vedno pokažem na delavnici, ali pa samo izdelek. Naj bo vaše fotografije, videi imajo dušo, se pravi, ali najdete nekoga, ki vas zastopa, ne vem, influencerja, ali ste sami, ali nekdo v podjetju, ki pač nima problem z nastopanjem, ampak dajte vašim, vsebinam tudi dušo, to pa so ljudje, tudi lahko živali porabite, ker je dosti večji odziv in dosti bolj ljudje začutijo potem in vas in vašo zgodbo in to je tisto, kar danes prodaja, da ste človeški, da se pokažete, da ljudje začutijo vašo energijo, tako da to je to, evo, to je to, kar sem imela danes za vas. Olga, pozdravljena. Hvala, tudi vi ste super, vsi ste super, ne. Vse se da, če se hoče, evo, zdaj pol leta že skoraj za nami, leto 2021, upam, da preguramo tako kot treba še naprej. Glejte, marsikdo zdaj bo mogoče mogel spremeniti poslovni model, ampak za ogromno enih webinarjev poslušam, uspešnih podjetniških zgodb, ki so mogoče lansko leto še delali čisto druge stvari, ampak so kot podjetnik mora znati zelo hitro spremeniti, mišljenje, zelo hitro se usmeriti v rezultate in iskanju rešitev, ne. Podjetništvo ni tako lepo, tako da greš gor, ne, gor, dol, sem pa tja in hvala bogu sem v prejšnjem podjetju bila zelo zverzirana, da en dan smo delali to, jutri pa smo že mogli že nekaj čisto drugega. In to hitro, da znate se prilagoditi spremembam in hitro najti rešitve, to je tisto, kar je ključno tudi v podjetništvu, pa zdrava pamet, se pravi, delajte na sebi, vlagajte vase, kot v svoje znanje, kot duševno skrbite, da ste mirni, meditirajte, bodite v naravi, športajte, zdrava prehrana, ker vse to je ključ, da boste uspešni, ne, in zdravje, saj vemo, ne, če niste zdravi, potem je težko delati biznis, tako da to je to, evo,
Mogoče čez poletje sem malo več javila, ampak zdaj res sem konstantno imam predavanja, ne skozi, se pravim, tako kot sem že včeraj rekla, sem na Zoomu in pač, se pravi, če se vam javim živo, se moram tudi malo pripraviti, ne moram kar iti na blef, tako da mi pač to vzame čas. Tako da, evo, jaz bom vam tudi od LinkedIn delavnice, kdo se bo prijavil, 50 €, 50 € pa dobite vsebine, ogromno pa že e-priročnikov, pa moje osebne nasvete, tako da vabljeni, tisti, ko še razmišljate. Bom pa v juniju se tudi ofrešala, bi rekla, osvežila po slovensko, Instagram spletni tečaj. Upam, da mi uspe, ker sem ga že mislila v začetku leta, ampak sem imela bolj toliko dela, da enostavno ni šlo. Tako da tisti, ki ste ga že kupili, vam bom sporočila, dobite popolnoma brezplačno že osvežen Instagram tečaj, tisti, ki pa ne, pa se še lahko ga naročite, bom vam prav javila, ko bom imela osveženega, pa takrat ga lahko tudi naročite, da še tudi Instagram osvojite. Tako da, drugače pa ogromno na moji spletni strani imate tu že 6 spletnih tečajev z različnih področij, pa če koga zanima tudi osebna svetovanja, zdaj dobro, kakih 14 dni še ne, pol pa še lahko kakega vzamem tam do 15. junija, če kdo želi osebna individualna svetovanja z mano, mogoče za kaki nasvet, da malo pogledamo, kaj imate v redu, kaj nimate v redu. Včasih že en nasvet lahko marsikaj spremeni, tako da dajte izkoristiti. Pol pa jaz tudi malo počivam julijo. Evo, uspešen teden vam želim, izkoristite še današnjo nedeljo, uživajte in se vidimo ob naslednjem webinarčku. Upam, da sem vam povedala, s kakšnimi uporabnimi nasveti. Zadnjič so me prosili, da naj pač novosti, nekaj novega. Evo, to je zdaj zaenkrat novo, jutri bo že lahko kaj bolj novega, ampak zaenkrat je to to. Uživajte.